Ja, en prav lep pozdrav, kripto novice. Zdaj, v bistvu tale je kar nujna za Staker app. Tisti, ki ste stakali, smo stakali v Staker appu Hexe, a ne. Zdaj, v bistvu jaz sem kar malo razočarana, ne malo, kar fejst nad celo ekipo Staker appa. Tisti Staker app je na mobilnem telefonu, zdaj ga bodo, tukaj če vidite, čez 6 dni ga bodo ukinili na telefonu, se pravi mobilno aplikacijo. Najbolj ga je promoviral Hodl Dog se je pojavil spet nazaj v kriptu, to pomeni, da bi spet rad verjeten kaj zaslužil od ljudi, tako da boste zelo previdni, kaj on promovira. Zdaj, Staker app je tako narejen, da ne morete nikakor drugače odkleniti, ne moremo odkleniti stakov od Hexa, kakor preko tega appa. Ni šans drugače, ne. In seveda, če ga ne moreš odkleniti, si izgubil vse, kar si vložil. To je normalno. Zdaj, oni so naredili tole aplikacijo računalniško aplikacijo. Mobilno aplikacijo bodo pač umaknili in jo ne bo možno več uporabljati. Zdaj, Staker app je izjemno draga aplikacija. Jaz sem tole je čisto realen, moj Staker app, sicer na računalniku. In 3 stake imam čez 14 let. Za odstakati od Hexa, kaj bo, nimam pojma, tudi sanja se mi ne da se čisto nič predvideti. V bistvu zaupam ne več, ker ti šeri, ki so bili tako opevani, na katere so nas vsi dobili, v bistvu pač te, ki so reklamirali Hex, ti šeri ne delujejo več. Ne delujejo, v bistvu pač samo na kratek čas, zelo velik znesek keša, na kratek čas se splača Hex stakati, ampak morate točno vedeti, kaj delate. Jaz poznam eno denarnico, ko obrača tam okrog 70 milijonov dolarjev v Hexu, ampak točno ve, kaj dela. Mislim, čist jasen tej osebi, ki to dela, je čist jasen, tako da je pri koritu. Absolutno je pri koritu. Ve, kdaj vložiti noter in ve, kdaj odstakati. V bistvu res si tako naštima, ko prav vidiš, v bistvu tako si naštima, pregleda, preračuna, kdaj v bistvu ni drugih noter v poolu od Hexa in pač pobere res smetanico, ne. Zdaj, Hex je piramidni sistem, tisti, ki so bili prvi in tisti, ki so na vrhu, ki imajo pač največje denarnice, dobijo največ. Izvorna denarnica, ki je dokazano v lasti Richarda Schulerja, pobere večino, pač tako je v kodi narejen, pobere večino, kar se dogaja s Hexom, a ne. Se pravi, od penalti, kazni do pač transakcij, do pač tisto, kar je v kodi noter, in da opozorim, ko da v resnici ne deluje enako, kot je napisan v white paperju. To je moja velika zamera Hexu, a ne. Zdaj, Hex je pametno ga držati likvidnega na denarnici in kadar pač, zaradi tega, ker z njim se ukvarjajo več ali manj traderji, ne. To pomeni, da takrat, ko pač toliko pa toliko naraste, če imate iz korita informacije, kdaj bodo te največje denarnice prodale, pač takrat sami prodate, da poberete smetano denar ven in ga spet kupite, ko pade. Zdajle je ful nizka cena. In pač, če hočete ga obračati, ne. Zdaj, Pulse-Chain mreža, veliko je gor razvijalcev, vedno več, je zelo zanimivo. To je sicer normalno v prvem letu. Tudi s Xenom je bilo prvo leto dejansko zelo, so traderji z njim delali vse živo. Zdaj so očitno si znebili, tako da je cena Xenu padla, ampak pri Xenu cena ni pomembna. Pri Hexu je. Pri Hexu je cena pomembna, jaz sem včasih mislila, da ni res, ampak je, na žalost.
je zelo pomemben, tako da jaz čakam pač takrat, ko bo šlo gor, ko bo bullrun, ne. Ker Hex je sprogramiran tako, da vsake toliko časa naredi nek bullrun. Včasih je to celo neodvisno od Bitcoina. Tako da jaz to čakam, jaz upam, da bo, no, pač enkrat in takrat bom planila povsem in prodala. Dejansko se bom znebila, ker nimam živcev več za ta kripto, ki ne deluje kot kripto, a ne. Zdaj StakerApp, se pravi, dajte si, jaz bom dala spodaj, vam bom dala link do aplikacije računalniške, si jo pač vzpostavite. Jaz imam tako narejen, tukaj v bistvu account, da imam na Google account, pa tako vidim pač vse, kaj imam, pa kaj sem si noter dala. Zdaj eno transakcijo sem prej s telefona poslala v SDC-je, na pač Trezor sem si kar preposlala, ker ne zaupam. Ful je drago, v glavnem, da prepošljaš, no vem, $4, malo manj sem dala, katastrofa. Res je drago, sem na StakerAppu, tako da ga absolutno odsvetujem, absolutno, in pač tako je narejen, da nimaš kaj narediti, no. Nimaš kaj narediti, če sicer na blockchainu je, če imate kakšna sredstva gor na StakerAppu, to ni problem, ga uvozite v katerokoli drugo denarnico in deluje. Edino Hex ne deluje. Hex Stake ne deluje, pika. Na žalost boste mogli, upam, da bojo res ta StakerApp teh 15 let vzdrževali. Zelo naivno je bilo od mene zaupati, da bo čez 15 let tako, kot so obljubili. Zelo naivno. In očitno nihče od tistih, ki tako opevajo ta Hex, ne stejka. Zdaj tega ne vidim. Ne stejkajo. Unita veliki ne stejkajo, a ne. Razen na zelo kratek rok, tako ko opazujem te zelo velike denarnice v Hexu, stejkajo na zelo kratek rok, kakšen mesec, dva, recimo, ali pa en teden, ampak to so ogromno, tako nekaj milijonov pač vložijo noter in bolj poberejo ven. Ne, pač tam nekje pri 3 centih, 2, 1 centu kupijo in potem pri tam od 10 do 11, 12 centov prodajo. In to je skozi tako, zdaj že nekaj časa, ne. Tako da bi prišlo na tistih 40 centov, v bistvu tako, kakor smo kupovali, ne vem, upam, da bo prišlo čez, zaradi tega, ker sem čisto na izgubi. Dobro, zdaj pa samo še namige, nekaj namigov. Torej, render, malo si poglejte tale kovanc, sam poglejte si, je trenutno kar cena, ampak lahko, to so neka priporočila nekih ljudi, ki pač so traderji in ne vem, pač vse nekaj toliko, da vam pokažem, če ste traderji, če niste na dolgi rok. Ali poglejte, no, tale kovanc, tukaj kliknete kontrakt, v bistvu poglejte, kako je to narejen, pejte white paper, ki je tukaj pogledati, kako je to narejeno, zakaj, čemu je kovanc namenjen. Tukaj imate sociale, lahko se z njimi pogovarjate, če vam bo všeč, ga lahko kupite, če ne, tudi prav. Samo toliko malo namig in potem naslednji kovanc, Vulkan, tudi tam je en tak majčken namig. Tukajle poglejte, vse to si preberite, poglejte, če vam je všeč, jaz to ne bom razlagala. Tako da sami, v bistvu to bomo pogledali mi pri Xenu, ne, tako da vam pokažem, kako pa kaj. Pol je pa tale stvar, Scale mi je pa kar všeč, je pa cena ugodna trenutno. Po mojem mišljenju je tole zelo ugodna cena, po mojem. To je tale projekt, tale me je kar presenetil. Scale Blockchain Network, v glavnem gre za to, da ni fijev za razvijalce. Je res tak kar dosti v redu, blockchain, decentraliziran.
ne bom hvalila, nimam pojma, kako se bo to razvijalo, stvar je bolj na začetku. Imate kle neke podatke, zdaj, če lahko verjamemo, ali pa tudi ne, zdaj sem se naučila, da pač, glejte, zaupati nekomu je nonsens, bedarija. Pač treba je spremljati projekta, ne. Da jaz sem, zdaj vse te tri zadeve, jaz ne kupujem na centraliziranih borzah, ne. Vse te tri zadeve se dobijo na Uniswapu, če gremo tulele pogledat Uniswap. Čakajte, kako, samo malo, gremo nazaj. Scale, recimo Scale, kako kupiti na Uniswapu. Jaz kupam, pač grem s svojo denarnico, se skonektam na Uniswap, ki je decentralizirana borza, in kupim in takoj dobim nazaj dol na mojo denarnico in tam je. In nihče ne ve, nobenih podatkov ni, da je to moje ali whatever, kakorkoli, pa tudi v bistvu za shekati je bistveno težje. Čakajte, Scale. Jaz takole naredim, ne, pač najprej tukaj v CoinGecko pogledam, da je res ta prav, da je res ta prav kovanec oziroma žeton, kakorkoli, žeton, to je žeton. Potem pač tole se malo pogleda in potem ponavadi grem na tale kontrakt, blockchain, pogledat. Etherscan, tole je na Ethereum mreži. Grem pogledat, v bistvu tukaj je fajn preveriti, no, na Etherscanu, kaj se dogaja s tem, koliko je supplyja, v bistvu že to je dobro, pač je omejeno ali ni omejen, zdaj holderjev je zelo malo, se pravi, to je čisto na začetku. Transakcij tudi ni prav veliko, vendar se nekako dogajajo. Uniswap, evo, nekdo je čez Uniswap, pa centralizirane borze, Uniswap, pa tako. Okej, se pravi, dogaja se, v redu je, ni nobenih tukaj gor opomb, da bi bilo to okej shekano. Poglejte si še v mojih prejšnjih videih, pač sem pokazala, kako preveriš, ali je kovanec na tag ali ne. Pač na določenih spletnih straneh se to da preveriti. Tako da, glejte, poglejte si. Okej, zdaj kopirala sem subkontrakt, potem grem na Uniswap. Uniswap pač app, ta app morate skonektati z denarnico, pač da pridete do sredstev. Plačate lahko s katerimkoli kovancem tukaj gor in pa token, jaz ponavadi kar kontrakt noter dam, pogodbo ne iščem, zaradi tega, da dobim paste. Prilepi. Evo, kontrakt, Scale, da dobim res ta prav token, Scale swap token, SCA, mora biti res ta prava stvar, ker imate na kup enih fake tokenov, in pač zdaj tukaj je opozorilo pač za Američane, bla, bla, da ni na centraliziranih ameriških borzah, je na centraliziranih borzah, ampak ne ameriških. I understand, pač razumem, da sem v grozni nevarnosti in pol, ne vem, pač, kupimo jih recimo 100, pa ti pol preračuna, koliko moraš plačati, $2 pa še nekaj, Zdaj recimo GVI je verjetno zdajle nizek, GVI so začeli padati na Ethereum mreži, govorim, zdaj na drugih mrežah bo zdaj Xen začela spet delati, jih nekako ne spremljam, ker niti nimam časa. Ja, dosti ugoden, še kar ugoden. Jutri, kaj ponedeljek, bo verjetno malo boljše, je pa zelo, zelo odvisen. Pač morate paziti, da ne boste padli čim se GVI dvigne, pomeni, da neke velike živine not ven vlečejo,
Jaz zdaj recimo ne bi šla kupovati, ampak pač verjetno bom takrat, ko gvaj pade, takrat jaz skočim gor, pa pač kupam, gledam, a ne, pač gledam, kdaj gvaj. Imam kar naštiman takole, kje pa si. Tukajle gor, a ne, pač se imam v Googlu, tako da sam kliknem, pa vidim, med samim delom vidim, kakšen je gvaj, in če je okej, grem na drug komp, pa pol tam naredim transakcijo. Evo, to je to za enkrat. Upam, da je bilo všeč vam. Všečkajte, delite, če vam je okej. Se pa pripravljam še, da vam odgovorim na številna vprašanja, ki so bila, oziroma pač vaše komentarje. Samo tisto moram res iti step by step, pa malo daljši video bo, ker moram razložiti, zakaj tako razmišljam, in razumem tudi vas, ki pišete nasprotno kot jaz, ker jaz sem tudi nekako tako približan kot nekateri razmišljala in sem se ful opekla, a ne. In bom povedala, zakaj, pa kako, pa čem je fora, a ne. Pač tisti, ki se niso opekli, so bili pravi čas na pravem, v bistvu pravem trenutku, no, pri koritu, in se niso opekli in potem zdaj hvalijo, ampak zdaj niso stvari take, kot so bile, a ne. Sploh pri heksu bodite res previdni. Zdaj, kar se ksena tiče, ksen pa ne. Nekdo mi je komentiral, ja, Richardu Schulerju je pomemben samo zelene sveče. Ja, verjamem, ampak heks ima same rdeče, ful rdečih, spadal je skoraj za 100%. Tako da ne vidim zelenih sveč, res jih ne vidim. Morda bo pa še naredil zelene sveče in takrat bom jaz reagirala, če bo, a ne. Njemu je res to pomemben, to se vidi, medtem ko Jacku Levinu zelene sveče niso pomembne. Njemu je pomembno, da ima community, ki deluje, in da je kripto vsem dostopen in da pride na vse mreže s ksenom. To mu je pomembno, in jaz osebno slutim, da lahko, tako kot je dizajniran ksen, lahko pride tudi na evro-dolar sistem mrežo. Jaz mislim, da ja, in če se to zgodi, smo v bistvu zmagali, ker potem bo ker ksen je neomejen. To je fora. To je fora, a ne, in bo dostopen vsem ljudem. In dejansko ni pomembna cena tega denarja potem, a ne. V bistvu pač ne bo pomembno, no. Ampak važno bo, da ga ti imaš. Da imaš energijo, da imaš ta denar. V bistvu, če bo postal denar, če bo, lahko da bo. In zdaj je ena fora tudi z Bitcoinom, v bistvu čisto isto se dogaja kot z Bitcoinom, ko je narejen na Bitcoin kodi. In isto se dogaja. Bitcoin je tudi takole po enem letu, je čisto cena padla, noben ga ni maral, vsi traderji so ga odvrgli, in isto se je zgodilo s ksenom. Tako da jaz ga zdaj mintam, zdaj so tisti 420-dnevni minti prišli, jaz ga imam kar precej in ga zbiram. In če se bo dogodilo enako, kot se je dogodilo z Bitcoinom, sem res na konju. Samo ne verjamem pa, da bo šla cena tako visok, res ne verjamem, zato ker je neomejena, ne. Ker Bitcoin je pa omejen, premalo ga je za vse ljudi, zato gre cena v nebo in ne more postati denar. Ne more iti, pa tudi iz svoje mreže dol ne more iti. Bitcoin ne. Se ne da. Medtem ko ksen pa lahko premikaš, a ne. Se ga da premikati, a ne. Jaz bi res rada, da bolj širše razmišljate, ne samo tako, kako bom jaz za svojo rad zaslužil, kako bom obogatel, kako bom drugim vzel keš. Ne tako razmišljati, ker če bomo tako razmišljali vsi, potem bojo vedno eni revni, eni bogati, eni nesrečni, eni srečni, in vedno bo prihajalo do vdorov, prihajalo bo do vojn, do pretepov, do ropov in tega, ne. Jaz bi res rada, da smo vsi srečni, samooskrbni, da imamo vsi dovolj energije, vsega zastonj, ker mislim, da prihaja ta čas, no. Bomo o tem še govorila. Hvala za vašo pozornost. Bodite dobro, krasno
In če vam je všeč, všečkajte, če vam ni všeč, kaj napišite spodaj, v bistvu, oziroma če imate drugo mišljenje, napišite, jaz tega ne brišem, vam pa povem svoje. Tako kot vi meni poveste, povem tudi jaz nazaj, ampak glih to je point tega kanala, da si povemo stvari in več glav več ve, lahko jaz nimam prav, lahko vi nimate prav, ne vem. Lahko nihče od nas nima prav. Pa bo čas pokazal čist nekaj drugega. Bomo videli. Hvala lepa, bodite dobro.